Kristina Brenkova si je želela napisati knjigo, ki bi živela tudi potem, ko nje več ne bi bilo, in ob katere branju bi začutili, da je človek lahko zvest in zaupljiv in da je življenje kljub vsemu vredno živeti, če nam je dano. Knjige je izbirala s pinceto, kar pomeni, da ni bila pri svojem delu samo firčna, ampak je bila tudi izbirčna. In zdi se mi pomembno, da tudi v današnjem svetu, ko je knjig veliko, preveč, za otroke izbiramo dobre knjige in dobre zgodbe. S tem v bistvu sledimo temu izročilu in zapuščini Kristine Brenkove, prve in še vedno najboljše urednice otroških knjig na Slovenskem.